Že je tukaj Valentin. Danes bom govoril o Bogu, kako jaz trenutno dojemam, kaj je Bog in kako doseči stik z Bogom in slediti njegovim navodilom, njegovi volji. Ko sem pred 15 leti začel raziskovati smisel življenja, sem tudi prebral različna sveta pisma, Biblije, raznih svetovnih religij, kar je bilo pač na voljo v slovenskih knjižnicah. In videl sem, da različne religije razlagajo, kaj je Bog, na drugačne načine. In da so te razlage med sabo tudi v nasprotju. Obstaja ta dve skrajnosti razlage, kaj Bog je. In ena skrajnost je razlaga, da je bogov več, da se Bog manifestira skozi različna božanstva, ki poosebljajo določen aspekt njega samega. Tak pristop ima recimo hindujsko izročilo. Tam obstajajo številne religije in časti se različna božanstva. In kot pot k približevanju k Bogu se potem izvajajo različne duhovne prakse, čaščenja določenih malikov, torej določenih manifestacij, simboličnih upodobitev božanskih aspektov. Lahko so to različne risbe, slike, lahko so to določeni kipi ali pa prepevanje svetih pesmi oziroma manter, izgovarjanje določenih imen, ki naj bi predstavljale Boga. In razlaga se, da kadarkoli si v stanju čaščenja kateregakoli takšnega malika, si v stanju enosti z Bogom. In dokaz, da si v tem čaščenju vzpostavil stik z Bogom, ne bi bil tvoj notranji občutek. Torej takrat, ko obožuješ recimo nek kip, ki predstavlja Boga, doživljaš neke dobre, vzvišene občutke ljubezni, vzhičenja, ekstaze. Druga polarnost tovrstni razlagi Boga pa je to, da je Bog brezobličen, da ga ne moreš poosebljati in da se ga tudi zato ne sme ponazarjati za kakršnokoli podobo. Takšen način razlage Boga pa predvsem izhaja iz judovske oziroma židovske vere. Torej tam se ne časti nobenega kipa, nobene risbe, ne sme se Boga opisovati, opevati. In sedaj vprašanje, kakšna razlaga je bližje resnici? Kakšna pot je tista, ki te resnično pripelje k Bogu? In ali je možno, da je kakšna od teh oblik čaščenja pravzaprav slepilo in oddaljevanje
od tega, kar pravzaprav Bog je v resnici. No, moje trenutno dojemanje Boga je definicija, ki pravi takole. Bog je primarni izvor vsega. In vse je išlo iz Boga. Torej, vse, kar trenutno obstaja, so delčki Boga, so njegov produkt. Vse, kar obstaja, je torej Bog. Vse, kar vidimo na tem svetu, je božansko telo. Vsa živa bitja so delčki Boga. In potem pa obstaja princip pozabe na to dejstvo, ko delčki Boga, recimo ljudje, izgubimo to zavedanje, da je vse Bog. In potem, recimo, če se približujemo Bogu, nekateri si začnejo predstavljati, da je Bog nekaj izven njih samih. Da je to nek prijazen Gospod, ki nas ljubi, ki nas ima rad, ki je tam nekje daleč, stran od nas. In potem si taki ljudje zamišljajo določene pozitivne lastnosti tega Boga in v svojih mislih ga častijo in doživljajo občutke ljubezni do njega. Meni osebno tako dojemanje Boga in tako čaščenje ni usklajeno z resnico, torej da je Bog vse, kar obstaja in da smo tudi mi delčki Boga. Kajti zakaj bi se osredotočali samo na neko izolirano predstavo, na samo nek delček celotne manifestacije stvarstva in ta delček povzdigovali, da samo ta delček tretiramo kot božansko podobo, zanikamo oziroma ignoriramo pa ostale delčke tega stvarstva. Zakaj ne bi častili celotno stvarstvo, vse, kar obstaja, enakovredno? Zakaj bi samo določenemu delčku stvarstva namenili pozornost in ga povzdigovali? Skratka, po mojem dojemanju je pot k Bogu v bistvu pot k samemu sebi. Kajti vse, kar obstaja, izhaja iz Boga. In v trenutku, ko težimo k nečemu, kar je izven nas, se s tem v bistvu oddaljujemo od samega sebe in posledično od Boga. Po moji logiki je potrebno Boga najti predvsem v sebi in se zavedati, da smo mi tudi sestavni delčki Boga. Ter da druge izven sebe obravnavamo enakovredno in enakopravno v skladu z zavedanjem, da so vsi samo neke vrste drugačna podoba nas samih. In posledično je pomembno, da druge niti ne poveličujemo, niti ne ponižujemo,
torej da ničemer in nikomer izven sebe ne namenimo večje ali manjše vrednosti kot pa kateremukoli drugemu delčku. In če pogledamo, kdaj doživljamo neke močne notranje energetske premike, torej čustva in občutke, je to vedno takrat, kadar nekaj obožujemo, ko nekaj poveličujemo, ne glede na to, ali je to neka oseba, moški ali ženska, v katerega smo zaljubljeni, ne glede na to, ali je to neki malik, torej ali je to neka naslikana podoba, nek kip ali neko ime, ki ga definiramo kot božanskega predstavnika. V trenutku, ko nekaj začnemo poveličevati, oboževati, potem temu delčku stvarstva namenimo večjo vrednost kot ostalim delčkom stvarstva in potem posledično ustvarimo konflikt. Ustvarimo dva različna pola, plus in minus, negativno in pozitivno, lepo in grdo. In ta notranji konflikt, to trenje, potem povzroči vibriranje primarne substance Boga, torej materije, in proizvodnjo energije. Ta energija, občutki, čustva, pa čeprav je to izjemno močen občutek, kot je ljubezen in ekstaza, je nič drugega kot posledica notranjega konflikta. In ta energija je manifestacija, ki izhaja iz primarne snovi, je sekundarna oblika materije in je manifestacija ločenosti od primarnega izvora. Bolj ko smo torej v občutkih, bolj ko smo v energijah, bolj se ločimo od samega sebe, od primarnega izvora, kot to, kar smo v resnici, torej fizikalna snov in vir življenja. In kadarkoli smo v energijah, v občutkih, v čustvih, vedno delujemo sebično, samo z namenom doživljanja še več energije in s tem uničujemo druge zaradi želje, da bi ustvarili še večji konflikt, ki bi proizvedel še več energije. Pot k Bogu je torej pot nazaj od energij v snov, v materijo. Umirjanje vseh čustvenih reakcij, vseh energetskih občutkov in uživanje v notranjem miru, v čustveni stabilnosti, v enosti z fizičnim. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.